Spoštovani gospod Jamnik, spoštovani patri jezuiti, spoštovani vsi navzoči, posebej gospod arhitekt, gospod Mušič, gospod Zorko Simčič in njegova žena, gospod Strgar, njegova žena in vsi navzoči. Župnija Ljubljana Dravlje praznuje 30-letnico posvetitve Cerkve Kristusovega učlovečenja. 15. septembra 1985 jo je posvetil takratni ljubljanski nadškof metropolit dr. Alojzij Šuštar. Prisrčno dobrodošli med nami, da se danes skupaj veselimo in praznujemo in se zahvaljujemo za dar skupnosti. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi polili brado. Berilo iz pisma apostola Jakoba. Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Da si čisto mi srce, da odprte mi roki, da si čustva mi, da si mi razum, da svobodo, da lahko samo odločam se, zasadil pa me vero in pogum. Zato bom vidno molil za teboj, zato bom vidno molil za teboj. Neka ti bom pil, aleluja ti bom pil, in
svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potvojo je učence spraševal, kaj pravijo ljudje, kdo sem. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril in rekel, ti si Kristus. Dragi bratje in sestre, jubilej 30-letnice posvetitve vaše cerkve, oltarja, ki je središče svetišča in tudi župnija, kjer se Kristus daruje za nas, je najprej praznik hvaležnosti, ljubezni, dobrote. Dobri Bog nas ima tako rad, da prebiva tukaj med nami v svetišču, ta njegova navzočnost pa naj bi se vedno bolj širila v naše domove, življenje, šole, črpalke, trgovine, kjerkoli že smo. Skratka, Božja navzočnost nobenega ne izključuje. Ne glede na vero, prepričanje ali kristjanje, druge vere, druge filozofije, Božja ljubezen išče vsakega človeka z neskončno potrpežljivostjo in dobroto. Lepo ste povedali, da je leta 1985 nadškof Šuštar posvetil to cerkev. No in nadškof Šuštar je tudi kasneje rad prihajal v Dravlje, ko sem bil tajnik, pa tudi še kasneje, ko je bil v Šentvidu. No je rekel Tone, zdaj ga bo pa v Dravljah jezuitom, se bo kaj novega naučila, oni so zelo kunštni, učeni. No, tudi sam je študiral pri jezuitih. Pa je rekel, tudi tega so me naučili, da je treba pridigati kratko, pa da morajo biti 3 točke. Ne smemo prepustiti življenje vegetaciji, samo da preživimo do smrti. Lahko živimo ustvarjalno, vsako leto na nov način, z novimi vizijami, z novimi načrti in potem, ne glede na to, koliko smo stari, čim starejši smo, tem modrejši smo. Evropa postaja vedno bolj misijonska dežela, ampak Evropa ni bila sposobna zapisati svojo ustavo, da imamo krščanske korenine. Režemo si spomin, korenine, iz katerih rastemo. In to ni dobro, to je nevarno. Je napisal en študent tako lepo v svojem eseju, je rekel, krščanstvo ni nevaren, liberalizem, komunizem, ne vem kakšni migranti, ampak je rekel, najbolj nevarno je krščanstvo, ki zadremlje, zaspi. Jezus je sprejemal različne ljudi, grešnike, take in drugačne, pa to ni delal zaradi populizma, všečnosti. Delal je to, ker je to videl, da je to prav. In še to je zapisal sveti Ignacij, kdor ima smisel za humor, ima tudi smisel za duhovno življenje. Torej, veselo in radostno praznovanje, tele 3 točke so se malo zavlekle. Hvala bratom jezuitom, hvala patru župniku, Miranu, obima kaplanoma, hvala patru Lojzetu, ko je tukaj v Dravljah, mu srce še posebej poje. Hvala pa vam ob tem res čudovitem jubileju, 30-letnici, najlepše svetišče ste pa vi. In bodimo misionarji upanja, radosti in veselih presenečenj, ki jih Bog prinaša v naše življenje. Amen. Za načrtovalce in graditelje cerkve Kristusovega učlovečenja, za njene dobrotnike in vse, ki jo vzdržujejo, čistijo, krasijo ter bogatijo s sodelovanjem pri bogoslužju, napolni jih svojim blagoslovom. Prosimo te, usliši nas. Nas
posebej tukaj v Dravljah se mi zdi lepo, da se vidimo, da se lahko zaznavamo tudi drug med drugim in na ta način prepoznavamo, da smo vsi otroci istega Boga. In ta nas je učil, naj bomo med sabo bratje in sestre. Nahajamo se v svetišču, ne v dvorani ali gledališču ali kakšnem javnem prostoru, ampak v svetišču, kjer hranimo našo vero in tisto, kar nas osrečuje, kar nas umirja. In zato si privoščimo tega miru, ki ga svet ne more dati, pa ne po internetu, ampak s stiskom roke. Hvala za 615 porok, ki so bile v zadnjih 30 letih opravljene v župniji Dravlje. Hvala za 2866 krstov in hvala za 2376 birmancev. Hvala ti, Gospod. Bogu hvala za patra Lojzeta Bratino, ki je nosil breme te gradnje, in vsem njegovim sobratom, ki so mu pomagali najti dobrotnike doma in po svetu. Njih, ki njihovih imen nikoli ne bomo izvedeli. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Spoštovani škof, gospod Anton Jamnik, v imenu celotne župnije bi se vam rada iskreno zahvalila, da ste si danes vzeli čas in nas s svojim prihodom počastili. Znak hvaležnosti vam podarjamo majhno pozornost in vas toplo vabimo, da se nam po maši pridružite na trgu, kjer bo še manjša pogostitev.